Potem pa mi vseeno kasneje v chatu napiše, da je pač transženska, če bi to slučajno mene motilo, da smo pač sostanovalki. Jaz to povem staršem in ja, moji starši so vseeno iz vaškega okolja in so bili starši čisto prestrašeni. Sem Katarina, zaključujem magisterij psihologije in sem opravljala študijsko prakso v Berlinu in bila na študijski izmenjavi v Coimbri. Jaz bi mogoče izpostavila, da je ful pomembno, da res začutiš neko željo potem, da se odpraviš, da ni to pritisk iz okolice. Mene so zelo motivirali prijatelji oziroma prijateljice, pa predvsem tudi to, da sem svoje zaključno leto na dodiplomcu opravljala preko Zooma. Bom pa psihologinja oziroma sem že psihologinja in si želim delati z ljudmi, tako da sem tudi se odločila na prvi stopnji opravljati študijsko izmenjavo oziroma študijsko prakso v tujini, da pač pridobim neke praktične izkušnje. In mislim, da takrat je pač bila res visoka motivacija, predvsem to, jaz si želim preizkusiti to, kar sem se naučila, pa ne želim biti zgolj za računalnikom, ampak se pač odpraviti nekam in pač preizkusiti delo psihologa. Tako da ja, mogoče zato, ker je bila tako visoka motivacija, pol tudi ni tako zahtevno se lotiti papirologije. Je pa bilo tudi zelo koristno, da sem pač imela prijateljice, ki so že bili na študijski praksi ali pa izmenjavi. Pa naš oddelek nam je pač ponudil kar nekaj informacij. Tako da čisto prvo, kaj sem naredila, je to, da sem se pozanimala, v kateri državi bi sploh opravljala študijsko prakso takrat, Erasmus internship. Ja, in ker znam v bistvu kar tekoče govoriti nemško, je pač bila izbira zelo lahka, ker sem potem, glede na znanje nemščine, lahko dobila tudi zelo meni zanimivo delovno mesto. Tako da sem se lotila iskati najprej državo in pa potem preko raznih portalov, kot je, ne vem, tako kot imamo v Sloveniji Moj job, pač, da sem poiskala v bistvu nekoga, ki ponuja sploh prakso.